Sem Arne Hodelič, fotograf, fotoreporter in pri Monoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, so me zaprosili za nekaj besed ob njihovem novoletnem nagovoru. Njihova prva točka, to se pravi uporabljati čim manj medcelinskih poletov, zagotovo ne velja zame in zlagal bi se, da bi vam zdaj govoril, kako ne uporabljati medcelinskih poletov, glede na to, da je to moj poklic, da praktično celo leto potujem. Tukaj pač sem grešnik in tukaj nimam kaj reči. Zagotovo se pa strinjam z njihovo trditvijo, da je potrošništvo ena najhujših oblik izkoriščanja našega planeta. Kupujemo in ne uporabljamo stvari, ki jih ne rabimo, samo ne vem zakaj pravzaprav, in tukaj pa res lahko povem tudi svoj vzgled. Svoj zadnji avto sem kupil leta 88, letos je 30 let. Bundo, ki jo imam za vsako zimo, celo zimo, samo to bundo nosim že 17 let, eno in isto, in se počutim super. To se pravi, če se le da, ne kupujem odvečnih stvari. Sve nekatere stvari je treba kupiti, ampak stvari, ki jih ne potrebujemo, zagotovo ne sodijo v naš dom. Predvsem pa podpiram sistemske rešitve, še enkrat, sistemske rešitve, kajti vsak posameznik lahko naredi ogromno, ne more pa narediti vsega. Če, na primer, v vsaki trgovini nam postrežejo z plastičnimi vrečkami za vsako malenkost, ki jo kupimo, in enostavno včasih se jim ne da izogniti. Zelo podpiram humanitarni poziv k zmanjševanju potrošnje energije v gospodinjstvu in zase lahko rečem, da zelo pogorensko ugašam luči. Na vsakem koraku poskušam očuvati naravo in se ji nekako dolžiti za to, da sem lahko v njej in jo z nobeno svojo akcijo ne prizadanem, če se le da, seveda. Pa še nekaj bi dodal, ker sicer ni na humanitarnem spisku novoletnih zaobljub. Jaz sam zase lahko rečem in imam občutek, da sem za ta planet naredil zelo veliko. Zelo veliko. S čem? S tem, da nimam otrok. Kajti, ko imamo enega otroka, več otrok, ki za sabo puščajo enormne ogljične odtise, tako kot jih mi, seveda to ni pot v boljšo prihodnost. No, s tem, da nisem imel svojega biološkega otroka, še ne pomeni, da nisem za nekoga poskrbel. Namreč na svetu je ogromno otrok, ki rabijo našo skrb, našo pomoč in še enkrat apeliram na vas, da mogoče razmišljate o kakšni taki alternativni rešitvi. Pa srečno 2019, seveda.